Pripravimo se skupaj na leto 2021. Med vami je mnogo takih, ki se z numerologijo srečujete prvič, seveda zato nimate najboljše predstave, kaj vse to video srečanje zajema. Najprej bi se posvetila temu svetovanju, ki ga imamo preko kamere, in potem še tale naša knjižica, vodnik po letu 2021, ki pa je z vami celo leto in ima noter mesečne napovedi in vaje za vas. Torej, prvo vprašanje. Sprašujete me, ali je pol ure dovolj, oziroma če lahko zakupite 1 uro. Jaz mislim, da je pol ure za začetek dovolj. Če imate konkretna vprašanja in če smo zelo učinkoviti, običajno kar spravimo vse pod streho. Če pa bi se zgodilo, da bi zmanjkalo časa, pa seveda si potem lahko pol ure dokupite. Sprašujete me, ali lahko vprašate za drugo osebo. Recimo z vašega partnerja, za svoje otroke, za svoje starše. Seveda. Zelo pomembna informacija je, v kakšno leto greste vi in vaš partner. Velikokrat se namreč zgodi, da ena oseba potrebuje več pozornosti, več komunikacije, več bližine, druga oseba pa mogoče odmik. Jaz se rada pošalim, rečem, ženske, ko rabimo mir, meditiramo, beremo knjige, svečke prižigamo, smo v banji, moški, ko rabijo mir, grejo na pier s frendi gledati fuzbal. Pač smo si različni. V odnosu pa kaj se zgodi? Velikokrat potem oktobra, novembra pride do hujših trenj, pridete k meni in potem se izkaže, da gre samo za obdobje. Torej to lahko prehitimo. Če vi zdaj le veste, da greste v čas, v katerem s partnerjem ne boste imeli podobnih potreb, podobnega obdobja, se lahko na to pripravite že januarja in se temu v celoti izognete. Tako da lahko vprašate za nekoga drugega. Potem, numerologija ni šlaganje in potem mi rečete, ne vem, kaj vas sploh lahko vprašam. Če nimate vprašanj, nič hudega, jaz vam zmeri ful veliko zapovedati, številke imajo zmeri ful veliko zapovedati. Če pa imate vprašanje, pa seveda, če ne bom mogla odgovoriti, vam bom to povedala. Torej, ne moram vam reči, 15. marca ob 12. uri bo prijahal princ na belem konju. Konj bo mal blaten, ampak lahko pa vam povem, ali stopate v obdobje, ki dejansko podpira pričetek nove resne zveze, ali mogoče čakate nekoga, ki bo prišel iz preteklosti, pa je mogoče treba to zaključiti. Torej, lahko predvidimo, če zdaj gledamo leto 2021 kot leto sprememb, na katerem področju bodo te spremembe najbolj prisotne in kar se mi zdi v danem trenutku še bolj pomembno, kje bodo trajne. Vsi gremo v leto sprememb, vsi gremo v leto nihanj. Večina teh sprememb ne bo ključnih, ne bo življenjskih, ne bo trajnih. Torej, dragocena informacija je, ali se vam osebno nekako obetajo spremembe na področju posla, ali ljubezni, ali zdravja, ali izobraževanja. Torej, kje so tiste spremembe, ki pa bodo ostale z vami? Kajti, česar si ne želim, je to, da zdaj le rečem, ok, potolažite se, če vam nekaj ni všeč, po vsej verjetnosti ne bo tako ostalo, da boste zbrali točno tisto, kjer bi pa mogli biti ustrajni. Da mogoče tam, kjer bi pa mogli malo stisniti zobe, boste rekli, se je Lili rekla, da to je vse sam nekaj v prolazu, to bo minilo. Čisto vse ne bo samo v prolazu. Zato, če smo skupaj in lahko pogledamo vaše karmične zapise, vaša mojstrska števila, če so, vaša osebna števila, bom jaz točno vedela, kje lekcije v življenju vi predelujete, zakaj se vam nekaj ponavlja in kako bi se to lahko odražalo v letu 2021. Se pravi, kjeri izzivi, kjeri težave in kjeri blagoslovi, kjeri poti se bodo odpirale. Torej, to je resnično samo za vas in ker vas imam na drugi strani kamere, bom točno videla, kakšen bo izraz na vašem obrazu, kje mogoče malo bolj povrtati, pa malo bolj ustrajati, pa kaj tudi ponoviti. Tisti, ki ste že bili pri meni, veste, kako to zgleda, kako se ne pustimo odgnati včasih, kje pa mogoče vam je že vse jasno, pa zato ne rabim razlagati večkrat. Jaz tudi vedno na začetku svetovanja rečem, če pričnem nekaj govoriti, kar vas ne zanima, me dajte ustaviti, pa povejte, da vas zanima nekaj drugega. Torej, video svetovanje poteka načeloma pol urce, lahko vprašate za druge ljudi, fajn je, če imate svoje vprašanje, če jih nimate nič hudega, opozorila bi pa še na to, da kar je gužva in da kar malo je za počakati. Prvo svetovanje so velikokrat že ob 6. zjutraj, zadnje svetovanje tudi ob 10. zvečer, torej jaz se trudim čim hitreje, vas čim več vzeti, ampak imam v tem trenutku resnično veliko dela, tudi pisnih analiz, tudi drugih obveznosti, tako da ravno čez noč pa v 2-3 dneh ne bo šlo, ampak jaz se trudim, ok? In potem je še tale osebni vodnik, to pa je knjižica, v kateri noter je zajeta splošna napoved leta 2021, razlaga vašega osebnega numerološkega leta, se pravi, v kakšno leto greste, kje so prednosti, kje so slabosti, kdaj se vam obetajo prelomnice, katera barva, kjer kristal vas podpirata, se pravi, vse take stvari, ki bodo vam tekom leta vedno znova lahko prišle prav. Moja želja je, da je tale knjižica z vami celo leto, da si jo večkrat preberete, da kadarkoli ste v stiski ali pa kadarkoli se vam obeta nekaj dobrega, pogledate, aha,
tako lahko to še izboljšam. Se pravi, kaj so tiste stvari, ki lahko vam v naslednjem letu prinesejo neko lažjo ali pa bolj razločno pot. Potem so naprej še mesečniki, se pravi, za vsak mesec dobite napisano, kaj za vaše osebno leto ta mesec prinaša, kje so nagrade, kje so izzivi, česa se učite in na koncu je še delo za dušo. Po vsakem mesecu. Se pravi, to pa so vaje, afirmacije, to so včasih tudi določene misli, ki vas bodo tako ali drugače spodbudile k delu, definitivno pa so zraven vprašanja, torej temu bi lahko rekli tudi delovni zvezek. Tako januarja si zadamo nekaj ciljev na vseh področjih življenja, večkrat se k tem ciljem vrnemo, večkrat s temi cilji potem tudi delamo in jih nadgradujemo. Vmes pa so vprašanja, ki so vezana točno na mesec in na obdobje, v katero vi stopate, torej glede na letnico 2021 in na te spremembe, ki se nam obetajo. Čisto na koncu vodnika je še formula za izračun osebnega leta in kratek odpis 1 do 9, se pravi, če vas bo zanimalo, v kakšno leto stopa vaš otrok, vaši starši, vaš partner, boste zračunali in si boste lahko na kratko, splošno prebrali, kaj to leto njim prinaša. Torej, kot rečeno, moja želja je, da je tale knjižica z vami celo leto, da jo vsak mesec izpolnjujete, če se le da na začetku leta zapišete odgovore in potem še enkrat na koncu meseca preberete, ne leta. Torej, to je neka taka, jaz sem tem vodnikom najprej rekla popotniki, želim si, da bi bil to nek zemljevid po letu 2021 za vas, pa ne samo napovedi, ampak tudi dela na sebi. Vsa ta turbulentna leta, ki jih imamo zdaj le za seboj in pred seboj, prinašajo eno močno osebno transformacijo in moja želja je, da bi vam na tej poti pomagale tako ali drugače, torej ali preko videoklica, ali preko tega, ali preko nenazadnje vodil in stvari, ki jih vsak dan objavljam z veliko ljubezni in z veliko svetlobe, upam za vas. Tako da, če vam lahko kakorkoli drugače še pomagam, če imate pa kakšno idejo, kaj vse bi pa lahko še zraven pripravila, bom pa tudi vesela vaših predlogov. Torej, dragi moji, dajmo se skupaj pripraviti na tole leto 2021, ki bo nestanovitno, ne bo pa nujno slabo.